нас не більчити, ти світі маю всі вкипет прийти. Пред Господна всі постанею, в Нього святой дикий, знано буде всяко ім'я і моє. Зможе глас ангелов неба, де буде за імена, житка книга записана, знано буде всяко ім'я і моє. Кив Господне мираю, ти стонне вігор знанею, ке зоші в облаке все всі несіо. З ним буду живели там, призвест песен спевали, знано буде всяко ім'я і моє. Дуже глас ангелов неба, де буде за вся імена, житка книга записана, знано буде всяко ім'я і моє. Ділаймо за Господна, доки нєгва милоща, грешником не сіє Божа світлоща. Рік да скончено буде діло позвання нашого, знано буде всяко ім'я і моє. Зможе глас ангелов неба, де буде за вся імена, житка книга записана, знано буде всяко ім'я і моє. Знано буде всяко ім'я і моє. Draga cerkev, dragi prijatelji in vsi tisti, ki nas spremljate prek spleta, v tom nedeljnem jutri bi vas rad pozdravil z starim krščanskim pozdravom. Mir vam bojde. Znate, in te Božji mir nas leko obdaja takrat, če z veseljem pričakujemo te zvok trobente angelske, kot smo v prvi pesmi leko skupaj popevali. Zakaj z veseljem? Zato, ker znamo, ker imamo gotovost, da so naše imena zapisana v knjigi življenja. Mi se trenutno nahajamo v predvelikonočnimi praznikami, naslednja nedelja je že cvetna nedelja in že nekaj časa dojdete v trgovine, vidite na policaj zajčke, remenke in vse, kot tu izpada. Kmetke ste že pred nekaj časa dali noter v pac mesov, naj bude pravi čas, dobra velikonočna šunka na krede. In vse to je lepo in dobro. In poleg vseh teh običajev pa ne smemo pozabiti na pravi smisel teh praznikov. In to je, da je Jezus, Božji sin, za mene mrl na križi Golgote, ka bi ga leko po njem sprejel večno življenje. Zato so te prazniki tako pomembne. Kot znate, v teh tednih obravnavamo temo Jaz sem. Gledamo različne izpovedi Jezusove, ko je pravo Gesan in tudi gnezde tako šlo naprej. In ena od Jezusovih izjav, štera me spremlja in štera smo že tudi čuli, je to, da je pravo v Janezi 11:25 tako pravi: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Wow, kako močna izjava. Kako znamo, je Jezus te besede pravo takrat, da je njegov prijatelj Lazar mrl in je že nekaj časa ležal v grobi. Ljudje so žalovali. In Jezus je poleg vsega tega se sam zjokal, da je videl žalost ljudi. Bila je brezupna situacija. In da povežemo to na današnji čas, tudi mi živimo v enoj takšoj negotovoj situaciji, negotovom času. Korona gor ali doj, korona ja, korona nej, se cepite ali se ne cepite, je cepivo varno ali nej.
da se ukrepi, štere imamo sprostili ali da se zaostrile, mo za vuzen leko prišli v cerkev ali ne vemo, kako je šlo naprej. Ljudje so v brezupje, ljudje so v negotovosti. Mnogo jih je žalostnih, da njihovi svojci zbolijo, da njihovi svojci umirajo. In v vsej tej situaciji, štero se trenutno nahajamo, pa odzvanja ta Jezusova beseda. Jaz sem stajenje in življenje. Draga cerkev, to mora biti naše vipanje. To mora biti naša gotovost. Ne glede na situacijo, ne glede v kom se nahajamo, gledajmo na Jezusa. On je z nami. On je ne z nami samo zdaj, tu na zemlji, ampak bomo mi z njim tudi v vsej večnosti. Zato je to pomembno, da imamo to gotovost, da so naša imena zapisana v knjigo življenja, da smo sprejeli Jezusovo odkupljajočo delo na križi Golgote. In dragi, tudi v tom jutri se povežemo v slavljenje. Dajmo Bogu slavo in čast, kajti On je smisel našega življenja. Ne samo tu na zemlji, ampak tudi v večnosti. Vredno jagnje, žrtvovano, svet si Gospod. Pesem novo mu zapojmo, vlada z milostjo. Sveci, 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 Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel. Vsem stvarstvom ti prepevam, slavim te, kralju kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem. Odito žive, maurice barve, oči z grmenjem strelo švigaš. Čast in slava, moč in oblast in blagoslov, le tebi, Bog, moder kralj. Sveci, 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 Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel. Vsem stvarstvom ti prepevam, slavim te, kralju kralj. Ti moje si vse, zdaj te sem osupel, poln spoštovanja, ko pomislim na Boga. Tvoje ime je moč, ti reke žive vode, čudovita je ta skrivnost. Sveci, 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 Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel.
prišel. Vsem zvrstvom ti prepevam, slavim te kraljev kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem. Si lahko le predstavljam, kakšen bo ta dan, ko bom hodil s tabo, Jezus, tam. Si lahko le predstavljam, kaj jaz videl bom, ko obraz tvoj tam pred mano bo. Si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam. Obkrožen s tvojo slavo, nekaj jaz čutil bom, a bom za te, Jezus, plesal, te bom le občudoval, a bom stal jaz pred tabo, ali na kolenih bom, ali pil bom haleluja, bom lahko sploh govoril, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam. Si lahko le predstavljam, ko pride ta dan, ko obstal bom tam pred Jezusom. Si lahko le predstavljam, vse, kar bom počel, bom zavedno le tebe jaz slavil. Si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam. Obkrožen s tvojo slavo, nekaj jaz čutil bom, a bom za te, Jezus, plesal, te bom le občudoval, a bom stal jaz pred tabo, ali na kolenih bom, ali pil bom haleluja, bom lahko sploh govoril, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam. Obkrožen s tvojo slavo, nekaj jaz čutil bom, a bom za te, Jezus, plesal, te bom le občudoval, a bom stal jaz pred tabo, ali na kolenih bom, ali pil bom haleluja, bom lahko sploh govoril, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam, oh, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam, si lahko le predstavljam. Vse, kar bom počel, bom zavedno le tebe jaz slavil. Si lahko le predstavljam. Lepo pozdravljene. V preteklih tednih smo gučali ob nedeljah o imenih, katera si je Jezus dal sam. Torej, jaz sem kruh življenja, jaz sem luč, jaz sem vrata, jaz sem dobri pastir, jaz sem resnična vinska trta, jaz sem stajenje in življenje,
jaz sem pot, resnica in življenje. In še bi lejko kaj dodali. To so imena polna življenja, spodbude, predstavljajo vsemogočnost, rešitev, resnico. In ta imena so bila Jezusova, bi pravili, v Novi zavezi zapisana. Ampak tudi v Stari zavezi Bog sebe imenuje z različnimi imeni. Danes imamo imena zato, da se identificiramo, da smo neka številka, da imamo svoje ime, kot Suzana Kuzmič. In Bog je dal sebi imena različna, kot sem pravila. Ampak v Bibliji, da imamo prevedeno, piše Bog je rekel, Gospod je rekel, vedno isti prevod je. Ampak če gremo v izvirnik, v hebrejščino, pravi Bog Jahve, El Roj, El Šalom, El Šadaj. In Bog sebe imenuje torej z različnimi imeni in vsako ime nekaj pomeni. Znamo tudi, da so imena, ker so bila dana v Stari zavezi, so imela vedno nekšen pomen. In to izraža, to ime Boga, izraža neko avtoriteto. On pravi, da on je to, on stoji za tem imenom, tako se on sam poimenuje in je izvir tega, ko to ime pomeni. In danes se bomo tako dotaknili imena, jaz sem alfa in omega. Znamo, da to je zapisano v knjigi Razodetja, v knjigi Janezovih videnj, ko so preroška in nekako napovedujejo, kaj da se je zgodilo v bodočnosti. Celotna knjiga je usmerjena v prihodnost. In tako bi rada, da preštejemo v Razodetje 1:8, kjer pravi, jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride, vladar vsega. In rada bi, da na začetku sklonimo glave in prosimo Gospoda za njegovo vodstvo. Oče, hvaležna sem ti za tvojo ljubezen, za milost, za tvojo besedo, ker nam ti daješ. Prosim te, da mi odpreš oči, vse nanj odpreš naša srca, da bomo razumeli, ko nam ti želiš povedati. Daj nam modrosti za razumevanje tvoje besede in tvojega svetega duha, da napolni naša srca poslušalcev in da nas beseda ohrabrila in pripeljala na pravo pot. Pomagaj nam, da do naše oči uprejte v budućnost. Amen. Torej, jaz sem alfa in omega, pravi Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Pa preštimo še nekaj vrstic nad to vrstico, da dobimo malo širši spekter o tem dogajanju. Od 3. vrstice do 8. pravi tak. Blagor tistemu, ki bere in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem, kajti čas je blizu. Janez 7 cerkvam, ki so v Aziji, milost vam in mir od njega, ki je bil in ki pride, in od 7 duhov, ki stojijo pred njegovim prestolom, in od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta. Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen. In glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. Torej, jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog. On, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Alfa in omega. Nova zaveza je napisana v grščini, to znamo. In alfa in omega sta začetni, je alfa začetna in omega končna črka v grški abecedi. In to primerjavo
daje tu, da je on, torej Bog, je alfa in omega. Ena besedna zveza, ker pravi enako kot v slovenščini. Naprimer, da pravimo znan od A do Ž, torej vse znan. Enako je tudi tu, da Bog pravi, jaz sem alfa in omega, jaz sem vse. Zakaj je izbral ravno kar črke za to primerjavo? Če se spomnimo vrstice v Janezi 1:1, kjer pravi, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Vsaka črka, ker je zapisana v Božji besedi, je on sam, je Bog. Ta beseda je v grščini napisana logos in poznamo, kaj logos pomeni. Črka, beseda, veda, nauk in vsaka beseda, ker je bila izgovorjena ob ustvarjanju sveta, je on sam, je Bog. On je začetek, on je konec, pravi. Nauk, ker se širi, evangelij, to je on. Torej Bog pravi, da je on začetek in on je konec. Pa poglednimo v Razodetju še nekaj vrstic, ker pravijo tako. V Razodetju 1 od 17 do 18. Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam, kakor mrtev, on pa je položil name desnico in rekel, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. To vidimo, da to guči sam Jezus. To je tisto videnje, da je imel Janez Jezusa v tistih belih oblačilih, lasje kot volna. In tu Jezus pravi, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji. In potem še v Razodetju 21:6 pravi, tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glej, vse delam novo. Rekel je tudi, zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Nato mi je rekel, zgodile so se. Jaz sem alfa in omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Govorec tu pravi, da je alfa in omega. Na prestoli sedi. Kdo sedi na prestoli? Naš Jezus. In Jezus pravi, da je on začetek in on je konec. Ampak ti se mogoče pitaš, saj je bil Jezus rojen nekaj tisoč let po stvarjenju sveta. Kako je ti zdaj on začetek in še konec? Če pogledamo vrstico v Hebrejcem 1:2, piše tako. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu, njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove. Po njem, torej po Božjem sinu, je ustvaril svetove. Kaj vidimo? Da je torej Jezus že bil na začetku. Torej on je alfa in omega. Nič ne more obstajati brez Jezusa. Vse se je začalo z Jezusom in se konča z Jezusom. Poglejmo še en primer, da so farizeji in pismouki Jezusa zmerjali za lažnivca, bahavca, da se ima za večjega kot Abrahama in je pravo, da je Abrahama že videl, oni pa kako si videl Abrahama, če si še 50 let ne star. In potem jim Jezus pravi v Janezi 8:58, resnično, resnično povem vam, preden se je Abraham rodil, jaz sem. Čutite to moč, to silo, ker pravi, jaz sem. Torej, Jezus je od samega začetka. Jezus je izpolnitev celotne Božje besede. To je živa, nastala Božja beseda. On je kot Božje jagnje, ključ od rešenja, bil poslani na ta svet. On je začetek in on je konec. Bog je imel na začetku načrt odrešenja
In Bog ima načrt tudi konca na tej zemlji. Mogoče se sprašuješ, pa Bog je začetek in Bog je konec. Če pa znamo, da je Bog večen. In če pogledamo vrstice, jaz sem alfa in omega, nazaj v Razodetje 1.8. Govori Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride. Torej, ki je, predstavlja sedanjost, ki je bil, predstavlja preteklost in ki pride, goči o bodočnosti. Torej, te trije čase se srečajo tu v Küper in predstavljajo v večnost. Da pa gočimo o začetki, o alfi in omegi, govorimo o življenju tu na zemlji. Bog je večen, ker je delo na tej zemlji začel in ga bo tudi končal. Bog je večen, si je tako mogoče težko predstavljati, kajti Bog je nad časom, ker ga mi zaznavamo. Leko bi pravili, da je on brez časa, brezčasen. On posega v naš čas, ker ga mi zaznavamo in hkrati se dvigne nad našim časom zaznavanja, da sem malo zafilozofirala, ampak vse se to v njemi dogaja istočasno. Hkrati vidi začetek in hkrati vidi konec. Za nas je to nekaj nepredstavljivega, ker mi smo se na tej svet narodili in vse ima nek začetek in ima nek konec. Ampak v Psalmi 90. poglavju, 2. vrstica pravi tak. Preden so bile rojene gore in si oblikoval zemljo in svet, od vekov in na veke si ti Bog. Torej, preden je bil postavljen tej svet, je bil on. Od vekov in na veke še naprej. Tu vidimo to večnost Boga. Torej, preden je bil svet ustvarjeni, je bil on. Večnost, nekako si to predstavljamo, nema začetka in nema konca. Ne? Včasih mogoče s kakšnim krogom ali prstankom, tudi prstan ponazarja večno ljubezen. Pri matematiki se spomnim, da smo risali premice, ker so pelale v eno smer neskončnost in v drugo smer neskončnost. Jaz sem pa gnes prinesla eno vrv, ker vam ščem pokazati, ker je precej dolga in ima en začetek. In tu sem ga označila z bejlen, trakon, in to naj predstavlja naše življenje tu na zemlji. Se narodimo in enkrat se naše življenje tu na zemlji konča. Pravijo, v Bibliji piše, 80 so že krepka leta, pa naj bo 90, pa tudi nekateri 100 doživijo. Ampak potem se enkrat življenje konča. Ampak moja vrv ide dale. In ta vrv tu predstavlja večnost, ker je po smrti tu na zemlji. Ta moja vrv se tudi enkrat konča, ampak predstavljajte si, da se ta vrv nikoli ne konča, da ide v neskončnost. In znate, ta del življenja mi včasih pozabimo. Predsi se skoncentriramo na ta del življenja, ker ga imamo tu na zemlji. Ampak dosti več časa mu preživeli, kot vidite, koliko je ta vrv dolga, na drugi strani življenja, v večnosti. Se strinjate z mano, ne? Torej, ta čas, ker ga imam tu zdaj označenega, da smo na zemlji, nam je Gospod dal, da se pripravimo na večnost. To je čas, da lejko se pitamo, kaj je smisel življenja in se svoje življenje pripravimo na večno življenje.
Lejko povem, da v mojem življenju so bili tudi trenutke, da bi pravila, da je moje življenje bilo samo mogoče tavanje, životarjenje in sem ne bila skoncentrirana mogoče na to večnost. Ne sem ponosna na te dni. Ampak s takšnim življenjem, z životarjenjem, se bojim te večnosti. Ampak zdaj, da je moje življenje usmerjeno proti Bogu, je moje življenje sigurno, mirno, bolj stanovitno in straha pred to večnostjo, te strah se manjša ali izginja. Na koncu sem vrnila na to vrv, zdaj bi pa še pogledala te tretji spekter oziroma tretjo točko vrstice Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Torej tisti, ki pride. Če preštejemo še vrstico, da smo prelešteli 7. vrstico še, kjer pravi, glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Torej prihaja, znamo, da prihaja ponovno Jezus Kristus na zemljo. Ta prihod, kot kristjani, nekako pričakujemo. In tu pravi, da prihaja z oblaki. Če bi malo razodetje bolje proučevali, bi videli, da sta dva prihoda Jezusova. In sicer prvi ponovni prihod je, da pride kot tat, da pride po svojo cerkev, po svojo nevesto. In drugi prihod pa je v vsem veličastvi, v sijaju in blišču, da ga videlo vsako oko in kolena, da se pokleknili bodo pred njim. In tudi prišel on po Izraelce. Torej, v razodetje, če še pogledamo v razodetje 22 od 12 do 13 tudi piše, glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu. Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. To pravi sam Jezus, da je on prvi, da je on zadnji, da je on začetek in konec in da pride kmalu. V tej besedici kmalu, mislim, da vsi čutimo te kmalu. Da je Jezus prišel prvič na zemljo, kot nebogljeno dejtece, odrešitelj, je prišel v vsej ponižnosti. V štolici, kjer ga niti Judje niso priznali. Ampak zdaj, da je njegov prihod ponovni, ta prihod, da je pa veličasten, ta prihod, da je v vsem sijaju in v vsem blišču in vsi ga bodo videli in vsako koleno, da je pokleknilo pred njim. Mogoče imaš dvome v toliko zajgučin ali nasploh v krščanstvo. Mogoče si misliš, ja, to so samo zgodbe nekšne o Jezusi, o nekšnih obljubah, o večnem življenju. Znate, večina preroštev, ker so bila zapisana za Jezusa, ki pride, kad je rojen v štolici, so bila izpolnjena. Kajti, če pitate znanstvenike, če pitate zgodovinare, vsi nekako pravijo, da so dokaze, da je Jezus živel na zemlji. Ampak vam povem, da je dosti menje preroštev o Jezusovem rojstvu, kot pa o Jezusovem prihodu. Ponovno. Ne bi se zdaj s številkami, ker bi nekje sem zasledila, ampak sem si ne številk zapomnila. Dosti več je preroštev o tem, kada je Jezus ponovno prišel po svojo cerkev, po svoj narod. In želim, resam, da ta ponovni prihod bo veličasten in da ga bomo tudi videli mi in da bomo sigurni, da bomo šli z njim.
Predstavljaj se, da ga resno zagledaš iz ovče v ovče. Kako se boš počutil? In da boš stal iz ovče v ovči za njim, takrat, da se te po glave rojevali dve vrsti vprašanj. Ali boš pravo obžalujem, ko sem delal, ko vse obžalujem, ali boš se pa pital, ko da je moja nagrada tam v nebesaj, kajti Bog Jezus je obečal, da dobimo nagrado, da bomo z njim zmagovalci, če vrvljamo v njega. Torej, na eni strani boš, ali boš obžaloval to, ko si delal v tom času, da si bil na zemlji, ali boš pa pital, ko je moja nagrada, komaj čakam, da se vidim za Jezusom. Torej, v tom času, da smo na zemlji, se pitamo, kaj je smisel mojega življenja, kaj so prioritete v mojem življenju, kaj je perspektiva mojega življenja, ali manj usmerjeno v pravo smer. Mogoče si tip človeka, ker je pravi, zdaj, da sem mladi, moram fejs delati, da bom te damo v penzije, temu potujeval okrog po sveti, ker zdaj nimam časa. Ali si mogoče človek, ker je pravi, zdaj je ta korona kriza, to samo naj mine, temu uživo. Moram te razočarati, če je to tvoja perspektiva življenja, potem si na napačni poti. Biblija pravi, da vse to, ko ti delaš, ko ti sprejemaš odločitve, to bo imelo vpliv na večnost, na tej drugi del vrvice, ker apela neskončnost. Ali pa mogoče se spitavljaš v svojem življenju, pa malo že misliš, mogoče ima kakšen globji pomen in si misliš, zdaj je še čas, pa te na konci malo bolj o tom razmišljal in se spitaval, pa mogoče mu te obžaloval. Tu obžalovati je ne takšen problem, kak obžalovati na tom mestu, v celoj večnosti. Neščem biti na tisti strani, da bi se pitala, ko se obžalujem. Želim biti na toj strani, da bom se pitala, Gospod, ko je moja nagrada. Znam, da je mogoče zdaj naša perspektiva v tom življenju bolj omejena, če samo mislimo na večnost in si mislimo, da ti nič ne smem uživati v tom življenju. Ne, ampak pomembno je, da se v tom času pripraviš na to večnost. Kajti to življenje se bo enkrat končalo in potem te čaka. Znate, kaj je bila prva pridiga Jezusova svojim učencom? V Marki 1:15 pravi tako, čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte v evangelij. Božje kraljestvo se je približalo. Kaj to pomeni? Če je kraljestvo, potem ima verjetno kralja. In če obstaja eno kraljestvo, potem moramo tega kralja priznati. In Božje kraljestvo. V Božje kraljestvo lahko pridemo, če priznamo Jezusa kot za svojega kralja in pustimo, da on kraljuje v naših življenjih. Potem to Božje kraljestvo je v večnosti. Potem je naša večnost v Božjem kraljestvu. In malo bi vseeno šlo še globje v to. Ko misliš, ko je zate Božje kraljestvo, da si tu na zemlji, kajti mi smo še itak v pripravah in se mogoče ti v tom življenju pitaš, zdaj že pa nič še čevljenika nemam, moram si gvant kupiti, moram avto novi kupiti, moram nekšo sobocuj napraviti, to tako stisnjeno živimo. Ali je to pomembno v našem življenju? Znam, ko moramo nekako živeti, ampak
če to postaviš na prvo mesto, potem, ko imaš pripravljeno za tvojo večnost, če toliko časa posvečaš tome, ko boš, ker zdaj, če sem že pri čase, torej, ko delaš s tvojim prostim časom v tom obdobju življenja, ali prosti čas preživeš za večnost, ali pred televizorom, pred računalnikom, pred telefonom. Pa če pogledamo talente, Gospod nam je dal čudovite talente. Za koj ga uporabljamo? Ali zato, da bi se kazali, ali zato, da bi ga enkrat v večnosti s tem obdarili in se mi zahvalili za to, kar nam je dal? Več je takšnih stvari, s katerimi se na tom mestu življenja ukvarjamo. Naša zunanjost, naša notranjost, naša identiteta. Delamo na tom, da bomo všeč Gospode v večnosti. Pomembna je perspektiva, ker je usmerjena v večnost. In gnes je še čas, gnes smo še tu na ton bejlon. In čas je, da svoje življenje vzamemo v svoje roke in pravimo: o Gospod, želim, da ti kraljuješ v mojem življenju. In potem v Janeze bi vam še preštela, ko pravi Jezus, v Janeze 14, 1-7 pravi tak: vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Torej, Jezus je odišel v nebesa, da nam pripravlja prostor. In njegov ponovni prihod je blizu, ker nas želi vzeti k sebi in nas pelati tja, kjer je on. Poznate pot, pravi. In potem kasneje naslednja vrstica pravi: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, nihče ne pride v nebeško kraljestvo, v Božje kraljestvo, ki nas čaka v večnosti, kot po meni. In ga znam, ko te on zove, kdorkoli si, da te zove, da se z njim pobotaš, da urediš z njim stvari in daš perspektivo na večnost. Kajti to je največji cilj, ker ga ščemo doseči v svojem življenju. In sicer v vsakem dnevu svojega življenja. Rada bi na koncu, da se pomolimo, sklonimo glave in prosimo Gospoda, da deluje v naših življenjih. Jezus, ga sem ti hvaležna, da gočiš na naša srca. Daj, da je resno smisel našega življenja v tebi. Ti si mrl na križe, ti si dal svoje življenje, šel si v nebesa, da nam tam pripraviš mesto. In to je nekaj največjega za nas. Želim, da se nam resno daš spoznati in da svoje življenje, da perspektivo usmerimo v tebe in v večnost, tam, kjer nam ti pripravljaš mesto, kjer bomo s tebov bivali kot zmagovalci na tvojem tronu. Amen. Amen. Gospod z vami in resno želim, da svoje življenje preizkusite in, kot sem pravila, vzemimo svoje življenje v svoje roke in gledamo na Gospoda, usmerimo svojo perspektivo v večnost, tam, kjer nas on pričakuje. Amen. I heard
shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. He said unto me, Write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. Jaz sem Alfa in Omega, A do Ž. Jaz sem prvi in zadnji. Kako lepo je to znati, da od samega začetka našega življenja in vse do večnosti smo leko z našim Gospodom in naše odločitev, kako smo se odločili, komu izpolnjenega, ko nam je On ponudil, napravili. Kot je tudi že pravila, izzivam vse nas, da besedo, štere smo čuli, vzemamo zelo, zelo resno. Gospod je prišel na zemljo, da bi nas odkupil, zato, da bi lahko mi za njim preživeli večnost. To je njegova želja. To je njegova zamisel. In znate, naš Gospod je včeraj, dnes in na veke isti. Zato njimi zavipajmo. Tako kot so preroki v preteklosti zavipali, tako kot so naši predniki in naš Gospodi zavipali in zdaj leko v Božji prisotnosti uživajo, tako zavipamo tudi mi njemi. In nekega dne bomo zrli našega Gospoda iz oči v oči in ga slavili. Amen. Vsem želim še lepi nedeljni dan naprej
lepo ga preživite v okrogi družine ali s kim ste se pač srečali. Upoštevajmo še ukrepe, ki so nam dani in molimo eden za drugega, spremljamo se in pozovimo mogoče naše starejše, ki so toliko bolje še osamljeni doma, dajmo jim besedo vzpodbude in eden drugega nosimo, prinašamo pred Gospoda. Želim vam blagoslovljeni keden, ki je pred nami. Amen.